Spoštovane gledalke in gledalci, lep in dober večer vam želim. Zgodbe, ki jih piše življenje, sploh tiste, ki žuborijo od strasti, so najprivlačnejše. Zgodbe, ki so polne iskrenosti in prasketa od njih, nas vedno napolnijo z milostjo. Zgodbe, ki jih pripoveduje radostno srce, nas nasmejijo, presvetlijo z veseljem. Z njimi se učimo odložiti lastne tegobe, nezadovoljstva, jezo, ogorčenost. Ali veste, da se človek najhitreje uči, ko je sproščen, vesel, neobremenjen? Takrat smo tudi najbolj ustvarjalni. Čeprav se stoletja po naših krajih sprehajajo nauki, da je za umetnost, da je za velika dela, prelomna dela treba trpeti. Mogoče pa tudi ne. A se vedno znova tudi jaz sprašujem, zakaj je treba trpeti, vedno potrpeti, da se zgodi nekaj lepega in vrednega, dobrega. Kaj je zdaj res? Je treba trpeti ali ne? Ne vem, kaj bi rekla Alenka, modra ženska, ki je iskala resnico in smisel življenja po svetu, dragi moji, novinarka in raziskovalka življenja, dobrodošla! Alenka Cevc! Pozdravljena! Pozdravljena! Hvala za povabilo. Lej, tukaj te ribica moja tudi pozdravlja. A mi bo kakšno željo izpolnila? Ja, ti boš še sam povedala. Izvoli, sedi. Hvala lepa. Alenka, zelo sem vesela. Danes se midve prvič vidiva, a ne? Res je. Se smeva tikati? Ja, pa Prosim. dejva. No, zdaj, jaz sem ti podstavila vprašanje, tako rekoč, ne? Kaj je zdaj res? A je v življenju treba trpeti, da se kaj naučiš, da kaj znaš, da narediš nekaj velikega, nekaj enkratnega, ali se da tudi kako drugače? Potem se mi zdi, ko imaš enkrat malo več modrosti, se da tudi drugače, ne? Ampak imam pa nekako skozi svoje življenjske izkušnje pa lahko rečem, da sem lekcijo dojela samo takrat, kadar je bolelo. Ja. In če ni, zdaj pa to seveda veliko lažje, ker sem neko modrost že pridobila in zdaj pa ne rinem več v tiste strašna trpljenja, ne. Ta zadnje trpljenje, ki sem ga dala skozi, je bil, ko sem nazadnje po kaminu hodila, da sem svoj ruzak non-stop nosila in z zavistjo gledala 3 Dalmatinke, ki so vsak dan svoj ruzak oddale na taksi, povedale, v katero prenočišče bodo šle in potem so se tam sprehajale, se smejale, rožice gledale, jaz pa prav po slovensko, palce, ruzak, dol mi je tekel. In potem na koncu je bil eden od spoznanj, ne. Saj tega meni ni treba. Zakaj pa kaj manj vreden, če jaz hodim v življenju skozi brez bremena? No, to so takele stvari. A to ti je kakor Camino dal, ali kaj? Ne vem, če mi je dal Camino, jaz mislim, da mi je to kar življenje dal. Ja, v redu. Ti si bila 2-krat na Caminu, ne? 2-krat, ja. In 2-krat si nosila svoj rukzak? Absolutno. In kakšna je bila razlika, koliko let je bilo vmes? Vmes je bilo pa 12 let. Razlika je bila, da sem prvič bila zelo vase obrnjena in da so se mi nekako stvari dogajale in prišla sem pač do nekih spoznanj. Šla sem pravzaprav na Camino po tisto, po kar sem pravzaprav iskala, ne. To so bile čist te življenjske zadeve, stvari, ki sem jih mogla pošlihtati v življenju in tako naprej. In je bilo zelo, zelo zdravilno, da sem hodila, ker ko enkrat toliko časa hodiš, res padeš v eno meditacijo
in vidiš stvari z drugačnega zornega kota. Ne. Ta drugič sem se pa blazno družila. Zaradi tega, ker sem se odločila, preden sem šla na Camino, da bom tudi kolumne pisala za revijo, pri kateri sem delala. Za Jano. Za Jano, seveda. Ja, kar poveva. In je bilo prav zanimivo, ker sem pa spoznala take ljudi, da dol padaš. To bi res lahko bila knjiga, ampak meni se to nalupi. Jaz sem malo lena, pa nekako mi ni do tega, da bi pisala knjige. Ja, zato ker to dobro pišeš. Jaz sem te spoznala v bistvu preko tvojih kolumen v intervjuje v Jani, ne? Ja. Kako si prišla do tega? Jaz sem bi še sicer te hotela nekaj v Caminu vprašati. Kud želiš? Ker me zanima, koliko si bila stara, ko si šla prvič? 50 in 62 let. A ja? Ja, tako je bilo. Aha, a pri 50-ih, če smem biti malce bolj radovedna, ne? Ja. A to je tisto, ki se v bistvu poslavljaš od mladosti? Nič od tega. Nič? Nič od tega. Nič? Ne, ne vem, vsi sicer tako nekako poetično rečejo, Camino me je poklical, ampak jaz sem imela res občutek, da me je Camino poklical. Bila sem sred ful naporno službo sem imela. Jaz sem med največjimi egoti delala, sej poznaš Zvezdana, sej nekateri poklici brez tega so neuspešni in jaz sem jih imela poln kufer, čist spremembe v življenju sem delala, velike, na neki poti duhovni sem bila in prišla mi je v roke knjiga Shirley MacLaine, ne, Ja, tudi meni, ja. Tisti je mene sezul in sem rekla, no, zdaj pa to si jaz dam za 50. rojstni dan in to sem res naredila in sem šla in ja, sem kar nekako prišla zelo nacentrirana domov, z eno voljo, veseljem, na neki novi poti, no. No, vidiš, mislim, ki si rekla, da ne bi knjige napisala, kljub vsemu pa je knjiga tista, ki te je poklicala. Tudi jaz sem Camino spoznala preko Shirley MacLaine, ne? Ja. A veš, to pomeni, da mogoče ne bi bilo slabo. Lej, Zvezdana, jaz ne vem, jaz nekako še vedno mislim, da toliko je bilo že knjig napisanih. Ja. A še ena? Še ena, pa toliko še imam malo tega egota, da bi ne hotela, da moja knjiga ne bi bila dobra. Ne vem, mogoče se pa niti ne upam, da čisto iskreno povem, a ne. Tako da... Mogoče pa kakšno drugo, ne? Na kakšno drugo temo? Ne, me ne veseli, pisanje knjig me ne veseli. Aha. Ne, ker meni se zdi, da je to zelo težaško delo in tega težaškega dela se bom pa jaz malo pri svojih letih izognila. Se pravi, na drugem Caminu si spoznala, da vse, kar je težko, goodbye, nasvidenje. Da ni treba. Ja. Da pravzaprav res ni treba se takole matrati. Skozi življenje. Čisto zares in mi tudi Camina ni treba več hoditi, ker če grem dvakrat okoli Koseškega bajerja, se glih tako dobro počutim. Zdaj pa greva nazaj. Ti si v bistvu bila tajnica, ne, pri časopisih. Kako si ti začela? Ja, Kje si ti začela? ja. Od kje ti prihajaš? Kakšna je tvoja zgodba? No, moja zgodba ni nič posebenega. Jaz sem res cel življenje delala v medijih, bila sem tajnica notranje politične redakcije na Delu, ampak sem bila... In to v zlatih časih novinarstva. V zlatih časih novinarstva. Ko je biti novinar še nekaj pomenilo. Ja, ne? ko je na primer naša zunanje politična redakcija v tistem času bila recimo čist zares možganski trust. Tam so bili ljudje, ki so potovali po svetu, ljudje, ki so bili strašno izobraženi, ljudje, ki so govorili več tujih jezikov in jaz sem jih gledala in poslušala seveda z odprtimi usti in
No, kera so to imena, ki jih tako si? Božidar Pahor, Andrej Novak, Janko Lorenci. Ja. To so bili res gospodje, ki si se imel kaj naučiti od njih. Kaj pa ženske? So kere novinarke bile? Ali je bil to Mojca bolj Drčar Murko je bila ena redkih, ki je bila v zunanji drugače je bil pa to kar politiki. moški svet, a ne? Ja, zelo moški svet je bil, ja, to moram reči. Ampak jaz moram povedati, da jaz sem v svojem delu, v delu tajnice, zelo uživala. Nisem bila pa jaz tipična tajnica. Jaz moram čisto iskreno povedati, da če bi jaz imela tako tajnico, kakor sem bila jaz jo nasuvam in bi dobila knjižico. V današnjih časih bi dobila odpoved. Meni se takrat seveda tehnologije ni bilo, in novinar je prišel in ti je daljši tekst zdiktiral, ti si mogel tipkati po nareku in jaz moram čisto po pravici povedati, da jaz sem včasih trpela kot pes, ker so bili na pol pismeni nekateri, vejc niso znali postavljati, pa sem tulila na njih, pa prav posebej brali niso, in jaz sem na živce mi je šlo non-stop kavo kuhati in sem kar nabila na vrata razpored kuhanja kave in pomivanje posode, ker se mi je zdelo, da jaz pa to ne. Sem pa velikokrat njihove tekste malo izboljšala, pa pol so ugotovili, da sem še kar, največji izziv mi je pa bilo, če je bilo treba organizirati kakšno potovanje, ne, zato sem bila pa dobra. In je bilo kaj nemogoče izvesti, ne. In sem si mislila, da je nemogoče, vse sem zrihtala. No, to je del, ki sem ga rada opravljala. Pol so me začeli pa nucati, kaj jaz vem, dej, tukaj je treba na eno tiskovno konferenco, novinarjev ni, dej ti skoč pa napiš tistih 14 vrstic, a ne. In potem, kaj jaz vem, no, pa so prišli te, takrat smo mislili, prelomni časi, čas osamosvajanja, takrat je bilo vse prežeto s politiko in tako naprej. No, pa se je pa moj takratni šef kmalu po leta, ne vem, 91, 92 odločil, da gre na svoje in je ustanovil revijo Mak in jaz sem šla z njim in sem jaz rekla, veš kaj, veliki, ampak jaz pa tajnica pa ne bi bila, ne. In je rekel, saj tudi ne mislim, in sem bila nekako potem 10 let, ja, kakor smo pač izhajali, njegova desna roka, v bistvu deklica za vse. Moram tudi povedati, da sem par prijateljev izgubila zaradi tega, ker sem bila v službi na Magu. Kaj je to? Kot kaj je veljal Mak? Jaz se ga malo spomnim. Mak je veljal takrat za desničarski časopis, a ne? No, ampak jaz sem šla tja zato, ker mi je bilo delo všeč, zato, ker mi je šef dal priložnost in mene politika kot taka ni zanimala. In neki mojih prijateljev ni razumeli, da je to samo moja služba, da to ni nobena moja strast, da jaz grem, oddelam svoje, se imam fino, ker to, da imam pa cel življenje, da sem obkrožena s pametnimi ljudmi, ne, to je pa zadeva, za katero sem neizmerno hvaležna, da mi recimo dvakratni doktor znanosti se pogovarja z mano 3 ure in lahko predebatirava. Jaz imam privat univerzitetnega profesorja zraven sebe. A ni to nekaj, kar je fenomenalno. In jaz sem se tudi veliko naučila, bila sem zelo vedoželjna. Mi je pa tamle gor dal zgleda malo talenta za pisanje in se spomnim, mislim, da sem bila na Kubi enkrat, sem šla na en potovanje in pridem nazaj in sem rekla, bom napisala reportažo in napišem reportažo in je potem Vinko Vasle je bil takrat ali odgovorni urednik Maga, in bere tisto reportažo in zatulj. Preberite si vsi reportažo od cevke, tako se piše, sram vas je lahko. Jaz sem kar pod mizo lezla, ampak nekako spodbuda. No, pa se je pa ta politika spet, se veš, se je vse
zavrteli, nas so prodali na Delo in jaz sem pristala, ker sem imela uradno naziv vodja marketinga. To sem si kar nekaj sama takrat pač mogla napisati, kaj bi bila, sem rekla, šef, ti kva sem jaz. Idi pa napiši vodja marketinga. No, pa sem napisala in potem sem pristala tam v trženju, ne, to je pa nekaj, kar jaz skoraj umrem. To ni posel za mene in sem, ne vem, par mesecev se matrala, potem sem pa rekla, da jaz to ne bom. In me je moj šef tako cinično vprašal, ja, kaj pa ti bi, sem rekla, novinarsko pogodbo mi daj. Bom pisala zadeve take, ki jih vi nočete, ki vam niti ne grejo, a ne. In sem začela in sem 5 let pred penzijo začela pisati. Upokojila sem se takoj, ko je bila prilika. In sem potem poklicala na Jano, če rabijo kakšnega, da mene pa zanimajo ljudje, zgodbe, to, tret. In je urednica rekla, ja, kar pošljite mi en članek, jaz se zmenim, grem, napišem, pošljem. In od takrat sem pisala za njih. Ja, in to zelo dobro, mislim, zelo brano, ne? Hvala. Zelo, tako, smo čakali na tvoje, ne? Tako, da sem, ja, fino mi je bilo. Čakamo, ne? Ja. Ampak zdaj, ki si tu prepodvala v tem svetu novinarskem, jaz sem tudi nekoč imela neke veze, tako, jaz sem pa hodila s fotografom enim, v 80-ih letih, ko je bilo še delo zraven name, ne? V Tomšičevi ulici, na Tomšičevi, ne? In zdaj si me spomnila malo, kako so dišali tisti časi, kako bi jih lahko primerjala z današnjimi časi, ker takrat, naprimer, se pa v politiki pa res nismo toliko pogovarjali, oziroma smo to brali v časopisih, danes so pa politični eksperti tako rekoč vsi. Smo. Zvezdana. Pogovarjali se seveda o politiki nismo, ja. Ampak smo imeli vsi v sebi globoko avtocenzuro, ker smo seveda vedeli, kaj ja, česa ne. Ker v pisarni glavnega urednika je seveda bil tako zvani rdeč telefon, ki je bil direktno povezan s partijskim šefom Slovenije, in se je vedel, da so te stvari, so bili pa nekateri novinarji seveda pogumni in se niso strinjali in niso znali na glas povedati, niso smeli na glas povedati, ne, ampak so se dogajale take majhne stvari, ki so znale uiti, recimo ena od tistih še v teh najbolj trdnih časih, je bil Tic Doberšek dopisnik v Moskvi in je akrostih njegovih, prve črke njegovih odstavkov je dal stavek Boj se Rusov. No, recimo kakšne takele stvari, ampak to bi drugi več vedeli povedati o tem. Jaz takrat še nisem bila toliko zelo, pa predvsem sem bila zelo mlada, ne, mene politika ni zanimala takrat. No, mogoče, vidiš, tle sem se zdaj ujela, ko si mi to rekla, da jaz sem bila takrat tako zelo mlada, da se verjetno tudi za politiko nisem zanimala. Ja, ne? A veš, nisem se zanimala. Se mogoče je danes tudi tako, misliš, da je z mladimi danes tudi tako, da se ne zanimajo? Ali je danes življenje je res bolj prežeto s politiko, pa s tem, kaj ti misliš, pa vsak je strokovnjak za Ruse, Amerikance in za ne vem kaj še vse. Jaz mislim, da se predvsem pogovarjamo o teh zadevah z računalniki, z družbenimi omrežji, iz tega stika. Ker če bi se tako pogovarjali, bi bilo drugače. Bi bilo mogoče malo drugače, a ne? Aha, se pravi, če se midve pogovarjava z računalnikom, sva lahko nesramni, grdi in imava nek svoje blazen znanje, če se bova pa tako pogovarjali, bo pa malo drugače. Jaz mislim, da je to tako. Ja, mogoče pa res, ja. A veš, ker mirno ti napišem Zvezdana, ti si zmešana, bom pa hudičev premislila, a ti bom to v obraz rekla
ali ti Ali tega ne. ne bom naredila. No, vidiš, zakaj sem jaz tebe povabila? Modre ženske, ne? No. Modre ženske, ne? Za kakšne stvari, za kakšne Stare pa še babe, vem, ne? Aha, stare babe. Ja. Toliko babah, ne? Ja. A si ti užaljena, če ti kdo reče A veš, stara baba? a veš, da se včasih, mislim, jaz ne vem niti, kdaj sem padla v to kategorijo starih bab in sem presenečena, oziroma čutim to kot starizem. Ni mi fajn. Ni mi, ne vem, predvsem zaradi tega, ker je vedno v kontekstu, kaj boš pa ti govorila stara baba, pa kaj nimaš pojma stara baba, na ta način. Se mogoče, če bi mi rekel, ti si pa ena fajn baba, takrat pa nisem užaljena. Jaz ne vem, sicer uradno človek postane star, ko Kdaj? dopolni 65 let. Aha, takrat. Tako da po Da moje, vemo. po moje, ti še mirno lahko rečeš, da še nisi v tej kategoriji, drugač pa, veš kaj, pravzaprav se pa jaz z ljudmi, ki bi mi rekli, ti stara baba, sploh ne družim. Ja, no, ja. S takimi ljudmi, ta način komuniciranja, jaz drugač sicer čutim, da so mladi kar precej nestrpni do starejših. Ampak to, če pogledaš z enega drugega zornega kota, z njihove perspektive, ne, jim še vedno pobiramo denar, službe, zažiramo se s svojimi boleznimi, ne vem, kar se ve, vse stane v zdravstvo in tako naprej. In če pogledaš z njihove perspektive, ne vem, no, jaz sicer se seveda s tem ne strinjam. A si ti, pa deva tako, a si ti, ko si bila mlada, gledala tako na starejše? Jaz nikoli v življenju. Jaz tudi nikoli v življenju. Nikoli. Ampak mene so doma naučili spoštovanja do starejših. Zdaj pa, te, ki so danes mladi, ne, je treba malo pogledati, katera generacija jih je rodila. Ja. In če so jehoni, a veš, to je v bistvu vse odraz doma, vse Ja, odraz to tudi jaz vzgoje pravim, ja. in tako naprej. Ja. A ne? Ne vem, jaz se ne počutim sicer ogroženo, a ne, zaradi tega, ker bi znala kar hitro kaj nazaj povedati, Ja. a veš. Ampak kaj je že rekel Gržan, baba je? Baba, mislim, baba v pomenu stare, ne slovanščine, naše stare vere, staroverci. Ja, Baba je bila modra ženska. Baba je bila tista, ki se jo je spoštoval. Babo si prišel vprašati za mnenje in jaz se počutim tako babo. ja, tako sem pa jaz glihkar. Bravo! Bravo! Ne, drugače pa meni se zdi starizem, mislim, kar velik problem, namreč to, kar smo načeli, se mi zdi, da bi bilo dobro, da postaviva piko na i. Jaz tudi zdaj in nikoli nisem v starih ljudeh gledala nekoga, ki bi ga morala poriniti ven iz svojega vidnega polja, oziroma ki ni več vreden, da hodi po tem svetu. A ni to starizem, nacionalizem, v bistvu vse ena in ista juha? Katerikoli izem. Katerikoli izem. Nobena skrajnost ti v življenju ne prinaša miru, spokoja, zaradi tega, ker so te skrajnosti podprte s tako ognjeno energijo, da se jo na nek način sploh ne da pogasiti. In ljudje, ki so na teh poljih, preprosto so zaslepljeni in ne želijo, niso sposobni, imajo oprane možgane, ne poslušajo. In s takimi ljudmi se preprosto jaz ne znam in ne želim pogovarjati. Ker je škoda mojega časa, mojih izkušenj, da bi skušala nekomu, ki je sveto prepričan o tem, da ima prav, s takim debata, predvsem pa en spoštljiv pogovor ni mogoč. Ni mogoč in se obrneš in greš. Ja, ja. Ampak rekla si zanimiv stavek, ognjeno energijo. Od kje imaš znanje, kakšna
ognjena energija. A je to tam prihaja iz tistih le vzhodnjaških tvojih Ne, znanj? ne, ampak jaz to energijo tako čutim. To je energija, tudi strast, recimo. Ne? Ja. A veš, tudi preveč strasti za sabo pusti pepel. Le, če ti pomisliš, če si bila kdaj tako strastno zaljubljena, Ja. da se ti je hotel mešati. Zadeva se je vedno končala s pepelom, vse je bilo požgan. Jaz mislim, da moraš najti v življenju nekje eno pravo pot, glih prav vsacka. Meni je bilo tako smešno, mislim, ne smešen, meni je bilo totalno nemogoče v Indiji, ker sem se pri družini, s katero sem jaz živela 10 let in so postali res del moji prijatelji, dobri, v bistvu res, to je družina, ki jo imam v Indiji. Jaz sem bila frapirana, ko so govorili o porokah dogovorjenih in tako naprej. Pa to ne moreš, pa... In je meni moja Marija razložila, je rekla, poglej, Alenka, če so blazne razlike, se veš, da to ne gre. Ampak če sta dva približen glih, pa da imata neke drugačne vrednote, pa da sta si všeč, seveda, morata si biti všeč. In potem, če se poročita in da je eno spoštovanje vmes, prav meni verjamem, da ljubezen pride. Ampak sta ona dva prej prijatelja. Ona dva sta tovariša v tem življenju, skupaj hodita, zasledujeta iste cilje, nimata nekih hudih, blaznih preprek, različnih mišljenj. Če bi pa na ta način pogledala, pa ne morem reči, da se čist ne strinjam s tem. A veš, čeprav je bolj fino, glih zanč me je moja Mici klicala, Marija, jaz ti rečem ljubkovalno Mici, je rekla, da zdaj neki za sina, ki je 26 let star, pa ki nima punce, pa to je treba se poročiti, saj ne more tokle star biti, pa jaz sem že stara, bom dobila ta mlado, da bo kuhala, pa da bo prevzela gospodinjstvo in tako naprej. Pa so se pogovarjali tam z nekimi ljudmi, ki imajo pa primerno hčerko, pa je sina vprašala, je rekla, kaj pa ti praviš na to? Je rekel on, pa se jaz jo ne poznam, in so se takoj zmenili, da se bodo srečali. Me prav zanima, kaj bo iz tega ratalo. No, vidiš, veš kaj, zdaj, ki si to prepodvala, me prešinila si. Mislim, ti si morala biti ena zelo strastna, mislim, ne glede na to, kar zdaj govoriš o strasti, ne? Ja. To je zdaj že modrost, ne? Zelo strastna ženska in tako, ne? Pa glasna, pa to. A si imela kaj težav zaradi tega? Ja, seveda sem imela. Ja, ker jih imamo vse, ne? Če smo malo glasne, pa če mahamo z rokami. Poslušaj, ampak jaz bom čisto pravic povedala, Zvezdana, da si jaz taka, čez moje življenje, če danes nazaj pogledam, pravzaprav nisem bila čist zelo všeč, ne? Ker za to glasnostjo, za to, da sem se vidno delala, je vedno zgodba. In danes, ko sebe majčkeno bolj poznam, jaz sem kričala potem, poglej me, jaz sem hotela pozornost, ki je nisem dobila takrat, ko je bil čas za to. To so vse neke zadeve, ki jih moraš predelati. Jaz imam eno znanko, ki je mehka, nežna, ženska. Jaz sem tako rada v njeni družbi, ker mene tako potegne in to mojo ženskost, ki sem jo vedno skrivala, se upam pred njo pokazati in se počutim žensko. Drugače v normalnem življenju pa bi rajši včasih, da ne funkcioniram tako zelo po moško. Ja. A veš? Ampak a se ti ne zdi, da je v bistvu na nek način tudi
okoliščine in tako, kako smo zrastle, tudi naredijo, naprimer, te naredijo tacga. Saj jaz sem tudi bila, mislim, jaz sem se morala šele s temi oddajami sem se naučila poslušati, ne. Marsikaj sem se naučila, se itak ves čas učimo. Ampak kljub vsemu, a veš, se mi zdi, da jaz, ko srečam glasnega človeka, vedno rečem, saj slišim. A veš, če te pa ne slišijo, kaj pa pol? A ti misliš, da če si glasen, da te pa ljudje slišijo? Ja, ne, sprašujem se. No, po mojih izkušnjah si jem sam zoperen lahko. Čisto zares, zaradi tega, ker kdo pa ima rad nekoga, ki non-stop nekaj razgraja, non-stop nekaj se pritožuje, non-stop nekaj ureja in ne vem, koga še vse. Ne, res, definitivno to izhaja, se veš, to so stvari, ki jih vlečemo s sabo iz modrosti. Mama je tista, ki mora naučiti svojo hčerko miline, biti ženska in tako naprej. Kako to naredi? Samo s svojim zgledom. Moja mama tudi doma ni imela tazga zgleda, a veš, in to se vleče iz generacije v generacijo. Dokler ne pride nekdo, ki to verigo zna presekati. A si ti to v svojem življenju naredila? Nisem. Ampak imaš hčerko? Imam, ampak moja hči je bila že odrasla in formirana osebnost, ko sem jaz začela počasi te stvari. Jaz sem namreč zelo zgodaj imela otroka. Jaz sem bila stara niti polnih 20 let. A res? Ja, in A to je bila pol velika ljubezen, ki se ti je zgodila? takrat sem mislila. Ja. Ja, seveda, velika ljubezen, otrok, moj sad, velike ljubezni. Bila sem mama samohranilka. Tako da k sreči z enim toplim domom in z eno materjo, ki je bila sicer zelo dominantna, glasna, bila je otrok alkoholika, ampak ko sem jo poklicala in sem rekla, mami, noseča sem, pa saj veš, ne bom se poročila, je rekla, samo domov pridi. Ker me ni bilo v Ljubljani, ker sem bila pač v neki delovni brigadi in so mi tam ugotovili, zakva cele noči bruham, ne, in so me poslali. Jaz še sama nisem vedela. Res. In šla sem pa v brigado zato, ker sem zaključila s fantom, ker sva 4 leta skupaj hodila in tako naprej in sva šla narazen, ne da bi jaz vedela, da sem noseča in tako naprej. Mislim, se je to... Filmska zgodba, ali kaj? Mislim, danes se jaz temu smejem. Mislim, smejem. Bile so neke izkušnje, ampak predvsem se spomnim, kako sem bila mlada in naivna. Ampak to hočem povedati, ne, da moja mati, ki ni znala nikoli reči, da me ima rada, ampak je zmeraj rekla, Lena, tem toliko žgala, da ne boš vedela, kje je doma. Jaz sem to rekla, domov pridi, tebe pa otroka bomo že preživeli, pa zrihtali in tako naprej. In moja hči je, dokler sem bila jaz doma, rasla, vsi zraven mojih 2 bratov, očeta, matere, mene in vsi smo jo obsipavali z ljubeznijo. Ja. No, ampak tega, ko sem ti rekla, če je tebi uspelo narediti ta res med tem, z ženskim in žensko milino ali žensko strastjo, oziroma žensko potrebo, sliši me, poglej me, tukaj sem, vredna sem. Vnukinja se mi zdi, ja, da je drugačna. No, pa ti pa bo uspela. Mislim, ja, in je tudi tako zelo ženstvena in taka, da si mislim, mogoče pa tole ni bilo zastojno. Ja, ker mislim, da tudi ta ženska, kako se ženske vzpostavljamo, se pravi preko tega feminizma, preko vseh teh pravic, v bistvu tudi mi imamo, a se ti ne zdi, da imamo neko pravico, da imamo neke otroške bolezni, ko odraščamo v ta svet, ja, no, kjer smo končno enakopravne, ne? Mislim, hvala Bogu. A ne? Absolutno se strinjam. Hvala. Prosim. Ti si pa, kdaj si pa ti
tudi zanimiva si neskončno zaradi tega, ker ti ne, a je to še vedno, da ne pol leta živiš v Sloveniji in pol leta v Indiji. To še vedno velja. No, Ali je to letos bilo- sem prešpricala, Aha. zaradi tega, ker sem bila 1 leto brezdomka in sem živela s kuferčkom v avtu, pa nisem v avtu spala, ampak sem bila malo na morju, malo v Kranjski Gori, malo pri bratu, malo to, čeprav moram reči, že je to grozljivo, da nimaš svojega doma. Stanovanje sem prodala in potem sem zgrožena ugotovila, da imam točno toliko denarja, da lahko kupim eno garažo v Ljubljani, ne. No, in je to trajalo pač 1 leto, da sem stanovanjski problem, hvala Bogu, rešila in zato sem si jaz želela zdaj biti doma in še enkrat doma, da se ne užijem svojega novega doma, in sem letošnjo Indijo spustila. Bom pa šla decembra, vendar nič več za pol leta. Aha. Za 3 mesece, ker se je tudi, cel svet se spreminja in seveda se spreminja tudi Indija. Ni več tako, kakor je bilo, ker na celem svetu ni več tako, kakor je bilo. Tudi vreme, te podnebne spremembe se tam kažejo na način, da je bilo prej recimo od decembra do konca februarja so bili super meseci s suho vročino, pozimi se je shladilo na tam okoli 18 stopinj in si lahko spal, celo brez klime, zdaj se pa noči sploh ne shladijo. Skozi je 30-32 stopinj, vlaga je 90%, zjutraj je tista megla, ki te zastropi, ki je not milijon tistih mikrodelcev plastike in ne vem še česa in sem skozi neki bolna, pa kreham, pa tako da tudi ni več in predvsem tudi moja vas se je spremenila, ne. To ni več moj Benavlim, kjer smo se vsi poznali. To so zdaj ljudje, ki prihajajo iz New Delhija, iz Mumbaja in si tam vile zidajo in hotele zidajo. To je Goja, ne? In to je Goja, ja. Ja. Jaz imam domicil v Goji. Ne vem pa, kako je zdaj po drugih delih Indije, ker zdaj mogoče ene par let pa ne potujem več po Indiji. Sem se napotovala, ker potovanje po Indiji je še kar težko, ni čist za vsakega, ne, tako kot Indija ni čist Za za vsakega, vsakega, ja. ne. Moj namen v Indijo iti je bil pa čist nič duhoven, čist nič tam nekje v luftu. Jaz preprosto nisem velika ljubiteljica zime in mraza Ja. in sem rekla, ko bom šla v penzijo, jaz takoj grem nekam na toplo. Mislila sem, da bom na Tajskem živela pol leta, no potem pa se veš, človek obrača, Bog pa obrne in sem pristala v Indiji in In tam si začela se z duhovnostjo šele tam ukvarjati? Ne. Jaz na sebi, kako sovražim ta izraz, na sebi delati. Sama sabo in svojo notranjostjo sem se začela ukvarjati, se veš, spet ob eni hudi življenjski prelomnici, ki je bilo tako hudo, ali bom crknila, ali bom pa nekaj naredila. Pred približno 25-30 leti hodila sem tudi na eno skupino, kjer smo delali Oshotove meditacije. Imeli smo veliko delavnic in te dva, ki sta vodila, moram reči, da sem imela veliko srečo, da sem prišla pod prste ljudi, ki so bili z nogami trdno na tleh, ne. Pri nas ni bilo nekih ikonografij, plazenja po tleh, poljubljanja nog in tako naprej. Zelo življenjsko. Duhovnost naj bi bila tista, ki ti pomaga, da ti to življenje preživiš s čim manj ranami in da če se ti kaj hudega naredi, da ti znaš ne se valati 2 let v tem, ampak pogledati z ene druge perspektive, aha, takole je, kaj se bomo iz tega naučili, rešiti zadevo in gremo naprej. Ja. Tako da neko
zdravo duhovnost. Zdravo duhovnost. Ker jaz mislim, da duhovni del življenja je za vsakega človeka zelo pomemben. Tako kot telesno zdravje je tudi duhovno in duševno zdravje ti daje edino, da si ti v ravnovesju. In sem seveda to, da sem bila v Indiji, izkoristila s tem, da sem začela hoditi seveda najbolj po najbolj znanih ašramih, pa Sai Babi sem šla, bil še živ? Ne, ni bil še živ, mene Sai Baba ni zanimal, ampak pa sem pa enkrat na plaži, takrat je bil že ene 2-3 leta, kar je umrl, in na plaži mene, joj, tukaj pa jaz ne bom zdaj skozi, nič grem, kupam karto za Bangalore, iz Bangalorejo pa potem gremo v Puttaparthi in sem bila tam v tistem ašramu ene 2-3 mesece in sem se imela fajn in sem se zabavala tako in drugače in tudi meditirala veliko in tako naprej, a ne. Potem sem pa jaz šla v Rišikeš. To se pravi v ašramu od Sai Babe si bila? Ja, tudi. Jaz sem bila v velikih ašramih, v velikih ašramih po Indiji. Ja, pa si pa čela presvetljena. Ja, absolutno, kam, v žep se mi zdi. Ali si rekla presvetljena ali prestreljena? Presvetljena. V redu, presvetljena, ja. Čista eterika iz mene gleda, a ne čistem. Veš kaj, pravzaprav sem vesela, da sem vso to pot dala skozi in jaz mislim, da jo moramo kar vsi na nek način dati skozi, ne. Danes imamo neke, jaz temu rečem, pop guruje, gospode guruje, ki so izjemno vešči vseh teh pripomočkov, kot so YouTube, snemanje spotov, videov, tega, unga, podcastov, ne vem, kaj še vse obstaja. In nekdo je bil meni zelo na kožo pisan, zelo pameten je govoril, to je Muji. In Muji je en tak lušten, prijeten gospod in jaz ugotovim, da ima on 6 tednov v Rišikešu satsang, takoj karta, gremo Rišikeš rezervirati vse. Kaj je to satsang? Satsang je pa druženje z mojstrom. To je, rečva, 3 ure predavanj, gospod guru 3 ure z nami govori, mi mu lahko postavljamo vprašanja, šele čez leta sem dojela, da prava vprašanja. No in seveda, jaz sem bila tam 6 let in, ne 6 let, 6-krat po 6 tednov. In jaz moram reči, da se je v meni marsikaj dogajalo. A veš, to je pa nekaj, kar je, lej Zvezdana, tam sedi 3000 ali pa od 1500 do 3000 ljudi. Iz celega sveta. Ki so prišli z enim samim namenom, da vidijo mojstra v živo, da ga poslušajo in smo vsi bili pravoverni. In se veš, tam smo meditirali, tam smo vse, tam se je dogajalo. Muji je govoril fenomenalno, tudi meni karakterno pisan name. Kaj to pomeni, da je bil Veliko smo se smejali, zelo s humorjem je marsikaj razlagal in to je mene zelo privlekel, ker jaz nisem tip, ki bi bila vsa sveta in master, nokce poljubljati in tako naprej. Muji je bil pa, ves je, kametulček je bil, a ne, in sem ga preprosto rada poslušala, a ne. In v 6 tednih, a veš, ti marsikaj predelaš, a ne, ker sem si pa rekla, če sem se odločila za to, jaz ne bom časa stran metala, jaz bom res želim pogledati vase. No, in je bilo fino, jaz se spomnim, jaz sem se kar tresla, ko sem ga zagledala, da sem bila ja v prvi vrsti, če mi je namenil pogled, meni so kar solze dol šle, a razumeš, ko me je srečal v mestu in se me je spomnil, a ne, in je rekel, darling, kaj boš en, ne vem kaj, pa mi je dal en kikiriki v usta, recimo. Jaz mislim, da si nisem 2 dni zob umila, ko se je on... Poglej, to so občutki, ki tebe ob nekom, ki obvlada, preveva. In govori, kot da tebi govori.
A razumeš? Pripoveduje smo bili pa vsi iskalci. Mi smo prišli iskati smisel življenja, prišli smo iskati Boga, prišli smo iskati, ne vem, kva smo prišli iskati. Lej, da skrajšam, ker se lahko oddaja traja, ne vem, kolikor traja, da ne bo to predolga. Ker je zanimivo. Je bilo, da potem sem jaz počasi postala že domača v Rišikešu, a veš, imela sem tam, njega moram omeniti, Rišikeš je duhovno središče Indije. To je za hindujce sveto mesto in ko enkrat hindujci izpolnijo 60 let, grejo ali v Varanasi, ali pridejo v Rišikeš, ali kakorkoli, skratka na neko duhovno potovanje, ki nimajo več teh dnevnih obveznosti. In tam pri reki Gangi, pri Gangesu, so take štenge in tam je seveda polno tistih svetih mož, se veš, ki so oblečeni v oranžno in tako naprej. Jaz sem od začetka bila čisto frapirana. Pa vidim, veš, da ganđa, pa spijo, pa tako zelo posvetno živijo. Bilo malo čudno, ne? Ampak okej, mogoče pa je česa ne razumem. Še, sem si rekla, ne? No, in tam sem spoznala enega babo, ki je bil Nemec. Iz Nemčije doma, gospod brez zob, drede, ves suh, in je živel na teh štengah pri reki Gangi. Nad njim je bil ena strehca in on je imel tam zavetje. In mislim, to ne moreš verjeti samo v ilustracijo, on je Nemec in on je imel tisto svojo revščino, se pravi eno deko, en kozarc, eno plehnato šalco, vse pošlihtan, pometen in imel je zelišča. Peteršilj, baziliko, je to gojil zato, da si je mal, ne vem, dal. Šel je enkrat na dan v ašram po hrano in predvsem je pazil na to, da je bilo tam čisto in ni dovolil, da so hodili ljudje lulati v reko Ganges. No, in jaz sem se z njim pogovarjala, intervju sem delala z njim, tako mi je bil zanimiv človek, Nemec, kako lahko takole živi, že 20 let živi na odprtem, a veš, v Rišikešu je pa mrzlo, ke pes po zim, a veš, seveda, to je pod Himalajo, a veš, in te trese in zebe in tako naprej, ampak on je vse preživel. No, in on se je predvsem sam smejal. Zvlekla sem to njegovo zgodbo. On bo važen pol za na konc, zato sem ga omenila. No, in jaz hodim. In potem se meni že 5. leto, se mi zdi, ko sem hodila na sacange, ali pa četrto. Zgodi, da sem nenadoma dojela, ampak tist, ki veš, kdo sem, kaj iščem, in tist, ki so mi govorili, to imaš vse pred nosom, ki mene to tako frustrirala, veš, kaj iščeš vzun, to imaš pred nosom, da sem jaz dojela svojo bit. In sem se začela sredi sacanga tako krohotati, da sem mislila, da me bo pobral. Res, jaz se nisem mogla ustaviti. A to je bilo tako smešen? Ne, smešen mi je bilo seveda, kakšne neumnosti sem 25 ali pa 20 let počenjala, pa kva sem jaz iskala, ker to, kar potem, kar najdeš, ni nobenih ognjemetov, ni nobenih tega, unga, tretjega. Normalen človek si samo veš. Pika, konc, o tem se nimamo kaj pogovarjati. In tudi težko to opišem, zaradi tega, ker jaz to ne znam opisati. Kukarkoli obrneš. Ampak jaz zato nisem nič bolj sveta, nič bolj razsvetljena ali kukarkoli, ampak ko je stiska, ko je neko stiska, znam priti v ta svoj globok mir. To sem ti rekla še pred oddajo, da ga čutam, da vidim, da si umeščena, da si nekje doma. Ja, doma, kukarkoli.
No, in potem jaz naslednje leto pridem že tako in me začele, in ne vem, nekaj mi čist ni bilo. A veš, tam seveda Muji ima vedno okoli sebe, tako kot vsi guruji, cel štab ljudi, ki ne dovolijo, da bi raja prišla do njega. Mislim, zdaj sem ga to rekla, ampak zato, da si predstavljate, saj veš. Sem napisala reportažo in sem njegovi desni roki rekla, sem jo objavila tudi v Jani, a ne, nisem imela slikovnega materiala, jaz pa tako nerada fotkam, da to ni res, pa v dvorani sploh ne smeš. In sem njegovi desni roki rekla, se nekaj, daj ti meni kakšno fotografijo zrihti, da bom jaz članek opremila. Kaj pa pišeš? Sem rekla, članek. Kje boš pa objavila? Ja, v naši reviji, a ne? Tam, za revijo, za katero jaz pišem. Kjera pa to je? Sem rekla, tu če ti povem, še nikoli nisi slišala za njo, drugače pa če češ pogooglati revija Jana. Jana, ne Jane, Jana. No, in nisem dobila fotografij. In sem rekla, jaz bom potem snela iz interneta, prav ne smeš. Sem rekla, kako ne smem? Prav, čim je množica, ne vem, skratka sem rekla, to ni res, zakonsko to ne drži, čim je več kot 10 ljudi, meni ni treba vprašati za dovoljenje, če lahko sliko objavim, če je na internetu, samo vir navedem in to je to. Skratka, bom, hvala. Pa prosim, če članek prevedeš, da ga bom jaz Šeri Mujiju dala. Sem rekla, prosim, zakaj pa jaz prevajati vam članek? Ja. Sem rekla, no, mi je bilo zelo čudno, kaj imajo oni moje članke pred objavo brati, in seveda nisem ne prevedla, ne dala, ne, ampak me je začel pa en črv, me je začel glodati. Ko sem Mujija spoznala, je bil Muji. Drug let je bil Mujiji, kar je znak za spoštovanje. Potem je bil Šeri Muji, to je spet neka duhovna stopna višja. Na koncu je bil pa že Muji Baba. Mislim, sem rekla, a zdaj bo pa naslednjič gospod Bog Muji ali kako. To en kup enih stvari in sem začela nekako drugače zadeve gledati. A veš, in potem se pogovarjaš, še kaj prebereš, tisto, kar je bila pa pika na i, česar nisem zmogla več, je pa bilo, da smo ta zadnji let, ko sem bila, pel badžane. Slavili smo Boga, to so taki fine pesmi, a veš, plešeš zraven, čist si zmešan, fino ti je. In potem imamo tudi badžane o Muji Babi. A razumeš? Glavna pevka tega je neko dekle, staro takrat 28 let, Muji pa moj letnik, ki je bila njegova ljubimka. In ga je gledala takole, a veš, ko vidiš, ne vem, če si kdaj videla psihotičnega bolnika, ki ima en tak pogled in se mu kar uči, ne znam pravzaprav opisati, a veš, da ne bom kakšne neumnosti govorila. Skratka, totalno zaverovana vanj in delala, Muji, plesala, klanjala se mu, k nogam se mu metala. Čak malo v redu, kako se pa starši tele punce počutijo, ne? In tudi z njim v ašramu živela na Portugalskem, on ima na Portugalskem ašram. In ko so začeli, jaz pa tisti let pa nisem šla plesati, ne? In poslušam in jaz se ne počutim dobro. In ko so na koncu začeli vpiti, dajmo vsi, Jay Muji, ki Jay, a razumeš roke go? Meni so šle kocine po koncu, Bog mi vprosti, ampak jaz sem videla Hitlerja in Haj Hitler. In meni je na nek način, ne da sem spregledala, začela sem drugače zadeve gledati. In potem premišljujem. Naš Muji ima seveda ašram na Portugalskem,
On ima ogromno organizacijo, ki ogromno denarja obrne, ker vsak njegov retreat košta 1500 ali pa 2000 evrov. Nastanjeni so tam, v ashram funkcionira in on veliko deluje na YouTubu s temi zadevami. On rab tehnika, on rab kamermana, to so vse njegovi sledilci. Vsi električarji, to so vsi njegovi sledilci, ki seveda delajo zastonj. Vsi delajo zastonj. Nihče ne dobi nobenega plačila, ker so seveda njemu zvest. In če ti tam nepravo vprašanje postaviš, je totalno nemogoče, to sem sama videla, ker muži nešteto kre. Zaradi tega mi nismo tukaj. Muži, tamle je pa ena gospa, ki se ji je z mašalkaj hodila na tvoja predavanja. Samo pogledu je, pa sta že dva prišla, če gremo malo ven, pa tako naprej. Da on se o tem tukaj ne bo pogovarjal. In tudi on mirno on ima cel štab odličnih pravnikov, ki so njegovi sledilci. Kult. Mislim, jaz tega nisem rekla, ampak če pogledaš, če ti prebereš knjigo od tega Stevena Hassana, to je tema za eno oddajo. Mislim, to je nora tema. Tudi vedno več, teh kultov. Kako da bi šli nazaj v srednji vek. Definitivno. In ljudje imajo tako oprane glave, da se preprosto ne da z njimi pogovarjati. Mi smo naredili krog. Razen onega Nemca sva pozabili. No, in ko sem jaz prišla, hvala, ker si me spomnila, ker sem jaz prišla do teh nekih spoznanj, pridem k babi in rečem, baba, lahko se malo k tebi usedem, a bova čaj spila? No, pa dejva. Pa prav, a si bila na sacangu? Sem rekla, bila. Sem rekla, a veš, da tam Boga ni? On se je začel tako krohotati. On se je metal po tistih štengah, solze so mu dol tekle in je rekel, koliko let se rabila? Je rekel, Ljubica. Ne se ni rekel Ljubica, to sem se zmislila. Je rekel, to je vse samo šov. A si prišla do spoznanja, da je to šov? To nima veze z Bogom, nima veze s tistem, kar si ti iskala. In sem vesel, da si prišla do tega spoznanja. In se je normalno spet nazaj usedel in sva bila naslednje pol ure tih. In potem sem rekla, baba, adijo, in je rekel, adijo, in sva se poslovila. In to je to. Mimogrede, bila sem seveda jezna, besna, koris, da bom poštena. In sem jaz sem imela celo neke ukvirjene fotografije od Mudžija po stanovanju in tako, sem prišla domov, to sem vse stran nekam spravila, stran nisem vrgla, In pol je trajalo pa 2 let, da sem nekaj spet pospravljala in sem zagledala tisto fotografijo in sem rekla, ej, Mudži, če tebe ne bi bilo, tudi jaz ne bi dojela. Zaslužiš si tamle en lep prostorček, ker za mene si bil ti dober duhovni učitelj. In to je to. On ni bil Bog, on ni bil avatar, on ni bil nič in jaz mu priznam, da je dober duhovni učitelj. Zdaj sva kar nekaj lupingov naredila tisto svojo zgodbo, ki jo lahko razširimo tudi na vse religije in na vsa prepričanja tega sveta. In se ti iskreno zahvaljujem, ker bi zdaj že ti lahko bila pravzaprav kva že Alenka baba. Nič od tega ne bi bila, v redu. Alenka, in za konec, daj vpraši, daj zaželi si na moji zlati ribici, katera je tvoja želja, kakšno imaš željo? Da bi bila zdrava in da bi umrla z dostojanstvom. Slišiš? Hvala, ribica. Hvala ti za ta izjemen pogovor in hvala za ves ta lok
s katerim si nas popeljala skozi svoje življenje. Najlepša hvala, iskrena tudi hvala. tebi. Hvala. Mi se vidimo naslednji teden, naslednji ponedeljek in kaj naj rečem, spet bo zanimivo.